občinskem informatorju. Ministrica Pivec se je na obisku v Mariboru zahvalila pekarski industriji za oskrbo prebivalstva. Znan je izvajalec rekonstrukcije zahodne tribune Ljudskega vrta. V Kungoti se nadaljuje sanacija cest. Kaj menijo dijaki o prilagojenem izvajanju pouka? Akcija cepljenja proti klopnem meningoencefalitisom. Letošnji jubilejni podim prvič nadaljavo. Narodni dom stand-upom Tadeja Toša začel dogodke z obiskovalci. Pahor in Milanović izpostavila uspešno sodelovanje v soočanju z epidemijo. Lepo pozdravljeni. Včeraj je bila v Mariboru na obisku v obratu Žita ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleksandra Pivec. Ob tej priložnosti se je zahvalila pekarski industriji, ki je med epidemijo COVID-19 ves čas nemoteno oskrbovala potrošnike s kruhom in drugimi pekovskimi izdelki. Ministrica Aleksandra Pivec je ob obisku v mariborskem obratu Žita poudarila, da je pekarski industriji uspelo v izrednih razmerah odigrati pomembno vlogo pri oskrbi prebivalcev, tudi s podjetjem Žita na čelu te industrije. To se je seveda še toliko bolj pomembno izkazalo prav sedaj v času razglašene epidemije, ko smo ali pa so številni Slovenci seveda poleg tega, da jih je skrbelo za to, ali bomo imeli dober, učinkovit zdravstveni sistem, ali bo prenesel neko množično širjenje epidemije, prav gotovo izjemno skrbeli za to, ali bomo imeli na policah dovolj sveže in pa seveda čim bolj lokalno pridelane hrane. Zato v tem pogledu seveda smo si mi v tem mesecu ali pa mesecu in pol prizadevali skupaj z našimi najpomembnejšimi deležniki, tako primarni kot tudi sekundarni, se pravi fazi bodisi primarne pridelave na kmetijah ali pa sekundarne živilsko-predelovalni industriji, da je bil res ta preskrba za hrano popolnoma nemotena. Včerajšnji obisk v Mariboru izkoristila za zahvalo vsem pekarskim podjetjem, posebej pa Žitu. Jaz sem že večkrat poudarila res mojo iskreno zahvalo vsem, ki so se v tem času prizadevali za to, da smo Slovenci imeli na policah dovolj hrane. Danes pa še prav posebna priložnost, da se tudi za svojim obiskom zahvalim delavcem v skupini Žito, ki so v resnici v tem času igrali eno izjemno pomembno vlogo in skrbeli za to, da so bile slovenske police ves čas založene, ne samo s svežim kruhom, ampak seveda tudi vsemi drugimi izdelki iz njihovega sortimenta. Generalni direktor Žita in predsednik sekcije za pekarstvo pri Gospodarski zbornici Slovenije Janez Bojc je izpostavil, da so delavci delali v izrednih razmerah, pohvalil pa je vladne zakonske ukrepe za blažitev posledic epidemije. Ljudje so delali v zelo zahtevnih, to se pravi, razmerah, s tem so bili povezani tudi številni stroški, tako da nam seveda godi, da nam je tudi ministrica dala to priznanje. Seveda izkoristil bi tudi to priliko, da se zahvalim ne samo ministrici, temveč tudi vladi. Določeni ukrepi, ki so jih sprejeli, smo jih tudi mi koristili, žal nismo mogli vse, tiste, ki bi jih želeli. Zlasti to so bili tukaj te ukrepi iz področja refundacije pokojninskih prispevkov za pokojninsko in invalidsko varstvo, refundacija, to se pravi bolnišk do 30 dni. To sta bila dva pomembna ukrepa, ki smo jih koristili. Ostalih ukrepov zaradi tega, ker podjetje to ni beležilo 10-odstotnega upada, seveda nismo mogli koristiti. Smo imeli pa seveda številne stroške povezane s tem. Iz tega vidika pravzaprav smo samo v 3 mesecih zabeležili dodatne stroške v višini 1,3 milijona evrov. Poudaril je še temo včerajšnjega pogovora z ministrico, predvsem prihodnje izzive v živilski industriji. Danes sva seveda z ministrico, to se pravi tudi pravzaprav pogledala, kakšni so izzivi zlasti v živilski in seveda naši pekarski branži v prihodnje, zaradi tega, ker pravzaprav sama korona kriza in epidemija seveda je tudi nakazala neke poti, kaj je potrebno rešiti. Vsekakor to se pravi, verjetno je potrebno povečati samo oskrbo, sam seveda na ekonomskih temeljih in seveda tudi zagotoviti, da določene osnovne tudi živilske surovine, to se pravi, so v zadostni meri, to se pravi, skladiščene v Sloveniji, zaradi tega, ker seveda, ukolikor bi ta zadeva trajala dlje, seveda bi to lahko bilo vse bolj problematično. Tisto, kar smo seveda, sem apeliral danes na ministrico, je seveda to, da
na drugi strani pomaga tudi zlasti svežim pekovskim izdelkam, namreč vse sveže blago, ki se prodaja v trgovinah, je zaradi izpada Horeca kanala in javnih porabnikov ter seveda manjše porabe v trgovinah precej prizadeto. Med temi svežimi izdelki znotraj pekarstva so to sveži pekovski izdelki in seveda mislim, da bi bilo smiselno, da bi seveda tudi z državne strani, to se pravi, imeli nek promocijski načrt, kako spet potrošnika osvesti, da seveda te pekovski izdelki so večina proizvedeni v Sloveniji, so slovenski izdelki in seveda, da seveda spet dosežemo tisti nivo potrošnje, ki je bil pred koronavirusa. Strinjala sta se namreč, da je treba poudariti večji pomen lokalno pridelanim izdelkom. Mestna občina Maribor je na stadionu Ljudski vrt organizirala slavnostni podpis pogodbe z izbranim izvajalcem v postopku javnega naročila na obnovo stare tribune Ljudskega vrta. Podjetje Makro5 gradnje obljublja, da se dela začenjajo že prihodnji teden, obnova pa naj bi bila končana pred rokom. Ljudski vrt je korak bližje obnovi zahodne tribune. Mariborski župan Saša Arsenovič je namreč podpisal pogodbo z izbranim izvajalcem postopku javnega naročila. Res velik dan za mesto Maribor, za športni del mesta Maribor. Ponosen sem, da nam je v tako kratkem času uspelo s pomočjo čudovite ekipe, hvala ekipa, realizirati še en projekt, ki je stal, ker se je dolgo mislijo, da ga ne bomo naredili, pa ga z največjim veseljem naredimo in ne samo to. Z gospodom direktorjem Hvastjo sva se dogovorila, da bodo končali pred rokom, tako da bo tudi v 2021 lahko se odigral tukaj drugo leto. Razmišljajo in snujejo tudi dokončanje okolice na severozahodnem delu stadiona. Želja je, da Ljudski vrt postane osrednje prizorišče za več dogodkov. Po obnovi tribune pa zagotavljajo, da bo ta del stadiona povsem ustrezal standardom UEFA. Najprej se bomo lotili rušitvenih del, da bomo lahko notri v bistvu počistili vse skupaj in potem začnemo notri znova. Ko notri naredimo vso tretjo fazo, damo stopničke nazaj in potem z obrtniškimi deli, odzadaj pa pride še ena taka lepa fasada. Od obstoječega bo na stari tribuni ostal samo lok in nekaj zgornjih stopnic. Prepoznavni lok se ne bo obnavljal, ostaja tak, kot je. Notri bojo pa razni prostori potrebni za delovanje objekta, kot je štadion na visokem nivoju, se pravi VIP lože, dvigalo, vse, kar je potrebno, kar sedaj zahteva UEFA. Podjetje ima že izkušnje s podobnimi sanacijami. Da se zadeva premika in da se dela začenjajo, pa najbolj veseli NK Maribor, ki domuje na stadionu. Tako da smo zelo veseli, da se to začne. Jaz bom najbolj vesel, ko bo stvar končana, pa ko bodo lahko igralci in gledalci prišli na igrišče. Mogoče ta trenutek, ko so stadioni zaprti, najbolj primeren za ta obnovitvena dela. Upam seveda, da in to je bilo zagotovljeno, da ta sveta trava med gradnjo ne bo poškodovana. Zaenkrat je v planu, da se dela v Ljudskem vrtu začenjajo prihodnji teden. Le-ta ne bodo povzročala preglavic Mariborčanom, saj zaradi obnove ni predvideno zaprtje cest. V občini Kungota bodo letos sanirali najbolj problematične ceste v dolžini približno 11,5 km in sicer tako z asfaltiranjem, kot tudi s protiprašno zaščito. Ob tem pa bodo ugradili cestno podlago ter uredili odvodnjavanje. V Kungoti letos nadaljujejo strateško sanacijo delov cestišč. Letos imajo načrtovanih približno 12 km cest, ki so zdaj v gramoziranem stanju. Obnovljenje pa bodo prispevali tudi k boljšemu življenju občanov. Samo asfaltiranje v osnovi je razdeljeno na vse 4 vaške skupnosti, torej Spodnja Kungota, Zgornja Kungota, Svečina in pa Juri. Začeli smo z deli na območju imenovanem Čajžič, torej, ki spada pod vaško skupnost Zgornja Kungota. Tako da v teh dneh, torej danes in jutri, pričakujemo zaključek asfalterski del. Potem se bo ekipa izvajalcev selila na drugo lokacijo, to je na Plintovec, kjer tudi prav tako bomo asfaltirali 1,4 km dolg odsek in pa na to seveda po preostalih delih občine. Torej, res smo se potrudili in gledali na to, da
približamo asfaltirane ceste čim širšemu krogu občanov. Pri izbiri smo predvsem gledali na število prebivalcev, ki živijo na določenem območju, potem samo stanje ceste, same letne stroške vzdrževanja, tako da se bojo že v prihodnjem tednu tudi stroji razbobneli na preostalih predelih občine. Posamezne ceste pa bodo sanirali z bitumensko zaščito oziroma protiprašno plastjo. Gre predvsem za sedaj makadamske ceste. Izvajalo se bo v dveh delih. Dobrih 8 km bo v klasični asfaltirani izvedbi, slabe 4 pa v tako imenovani protiprašni bitumenski zaščiti. Gre za nekoliko ugodnejšo, pa vendar nič kaj manj pomembno investicijo. Dejansko predvsem smo gledali, da se ta protiprašna zaščita, ki je v Sloveniji še nekoliko manj znana, pa vendar so se že nekatere občine te posluževale, da omogočimo na ekonomičen način, predvsem na predelih, kjer ni težkega tovornega prometa, kjer je bolj kot ne potrebe za lokalnega prebivalstva, in na ta način smo dejansko omogočili, da se še nekaj kilometrov več cest naredilo v letošnjem letu. Ob tem pa prosi županja občane za razumevanje, ker ne morejo narediti vse naenkrat, ampak so sanacije planirane strateško za obdobje 5 do 6 let. Pri nekaterih je zaslutiti mogoče nekoliko nejevolje, ker ni ravno pri njih, ampak morajo razumeti, občina Kungota ima še 74 km cest v gramozirani izvedbi, torej je nemogoče vse v enem letu rešiti, ampak če bomo vsako leto sistematično reševali, tako kot smo letos pristopili, verjamem, da bomo v roku 5-6 let več ali manj poskrbeli za tisto kritično cestno infrastrukturo, ki je ta trenutek največji problem v občini Kungota. Sicer pa je investicija v letošnjo sanacijo cest vredna skoraj 1 200 000 evrov. Celotna investicija je ocenjena skoraj na 1 200 000 evrov, če gledamo vse sklope skupaj. Torej asfaltiranje in protiprašna bitumenska zaščita. Večino denarja smo zagotovili iz dolgoročne zadolžitve, ampak glede na to, da so sedaj na trgu za zadolževanje izredno ugodne razmere, da smo pridobili kredit SID banke po izjemno ugodni obrestni meri, smo vse študije naredili, vse izračune, ki so dejansko pokazali, da bojo stroški privarčevanja bistveno višji, kot bo znašel samo obrok za kredit. Tako da mislim, da to je ena boljših investicij, ki smo jih lahko naredili in da bojo dejansko dvignila kvaliteto življenja v naši občini. Z boljšimi cestami se namreč izboljšujejo mobilnost, prometna varnost, odvodnjavanje meteornih voda, ohranja poseljenost in razvija kmetijstvo in turizem ter zmanjšajo stroški vzdrževanja. Po 2 mesecih pouka na daljavo preko spleta so se v šolske klopi vrnili dijaki zadnjih letnikov. Ti se morajo zdaj pripraviti na maturo. Nekaj od njih smo vprašali, kako so se učili zadnje 2 meseca in kaj jim pomeni, da so ponovno v šolskih klopeh. Poglejmo, kaj so nam povedali. Dijaki zadnjih letnikov so se ta teden vrnili v šolske klopi, da se lahko pripravijo na skorajšnjo maturo. Koliko dela pa so imeli v zadnjih 2 mesecih, so nam povedali. Imeli smo dosti več za delati. Se mi zdi, da vseeno tista pristna razlaga profesorja je dosti boljša. V tem času smo zdaj videli, koliko je pomembna, da imaš stik z profesorjem, da ti kaj razloži. Vsekakor pa je bilo veliko dela. Kaj te vem, meni se zdi to malo brez veze zdaj. Jaz bi tako 2 tedna predtem prišel raje v šolo, kaj se tiče mature. Ampak da mature smo ne bilo, to je bilo v reji. Samo se pač, če ni NPZ pri 9 razredih, ne vem, zakaj imamo mi maturo. Ja, pač moramo narediti maturo, tako da ni druga, da smo pač prišli v šolo. Kaj pa sicer v teh 2 mesecih je normalno potekalo, ali si imel mogoče kakšne težave, izzive? Jaz osebno ne vem, pa da je kar nekaj ljudi imelo dosti težav, sploh s tehniko. Ne vem, upamo, da bomo maturo naredili, ne, nič druga. Si se kaj posebej pripravljal v teh 2 mesecih? Za maturo še ne, ampak pač to, kaj smo imeli zdaj stvari. Definitivno bo čudno, ker si ne predstavljam sploh, kako bo zdaj pouk potekal, tako da vsak sedi v svoji klopi, to je kar drugače, kot smo navajeni, tako da upam, da bomo vsaj priprave v redu speljali, pa je to. In kaj jim pravzaprav pomeni matura, ki je nekoč veljala za zrelostni izpit? Na moj fakt zelo vpliva, saj mi 60% prinese, tako da se res moram potruditi in dobro odpisati maturo. Tako da je to ključnega pomena trenutno. Pa no, jaz ne glih rekel, da je zrelostni izpit. Pač, če more biti, pač more biti. Da imam šolo narejeno, pa da imam papir, to je to. Ne glih pač to, samo da moram pač narediti, da šolo narediš. Pravzaprav nič kaj pomembnega, razen to, da lahko potem grem naprej na fakulteto, pa da zaključim šolanje srednje, tako da to je to.
Pred njimi pa je seveda zdaj prvi izziv upoštevati vsa varnostna navodila in se čim bolje pripraviti na maturo. V drugi polovici meseca maja je v Mariboru pod okriljem zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor potekala tradicionalna akcija zaščite pred klopnim meningoencefalitisom Zdravo v naravo. Pobudnik akcije, ki traja že 9. leto zapored in je kasneje postala vseslovenska, je Mariborski zdravstveni dom. Odziv je bil nad pričakovanji, očitno ljudje se čedalje bolj zavedajo posledic vboda okuženega klopa. V Mariborskem mestnem parku je minuli vikend potekala tradicionalna akcija zaščite pred klopnim meningoencefalitisom. Smo blizu naravi in se tudi nahajamo večkrat v naravi in pač zaradi tega tudi smo rekli, da se bomo dali cepiti. Nekateri so se cepljenja udeležili kar družinsko, saj se zavedajo, da so s toplejšim vremenom tudi klopi postali aktivni. Virus pa se prenaša z vbodom okuženega klopa. Epidemija koronavirusa je sicer spremenila načrte. Vendar vseeno mi smo se v zdravstvenem domu odločili, da je potrebna preventiva, torej zaščita pred klopnim meningoencefalitisom. Akcijo smo imeli v načrtu izvesti že v mesecu marcu in aprilu, vendar nas je tale naš priljubi koronavirus potisnil nekoliko v ozadje, pa vendar vseeno zavedali smo se dejstva, da pa je zdaj tisti zadnji trenutek, ko lahko to akcijo izvedemo. Ljudje so kar klicali, povpraševali, kdaj je se možno priti cepiti. Na cepljenje so bili ljudje naročeni na točno minuto, upoštevati so morali varnostno razdaljo, obvezne so bile tudi obrazne maske. Večkrat pa hodimo v naravo, pa hribe, pa tako pa se potem boljše zaščititi, kot pa pač tvegati okužbo. Precepljenost proti klopnim meningoencefalitisom je v Sloveniji še vedno relativno nizka, a ljudje se čedalje bolj zavedajo nevarnosti vboda okuženega klopa ravno zaradi ozaveščanja prebivalstva. Prišel sem se cepiti zato, ker sem lani doživel, mi je človek pripovedoval, kakšne bolečine je imel in kak je nastradal in kak je bolelo in 6 mesecev je minilo, pa še ni bil čisto zdrav in smo skupaj ležala na infekciji, ne. In je rekel, da mu je bilo vedno žal, da se ni dal cepiti. Vedno je odlašal, tako sem jaz odlašal, zdaj pa sem se le enkrat odločil, da sem šel, ker hodim na deželo dol k hčerki in tam je dosti klopov in sem raje dal se cepiti. S tem razlogom tudi Mariborski zdravstveni dom izvaja aktivnosti, ki pripomorejo k dvigu stopnje precepljenosti proti tej resni bolezni. Ki tudi v kasnejših letih, že ko ti enkrat preboliš to bolezen, še vedno povzroča težave, torej zlasti so tu prisotni ves čas hudi glavoboli, tudi ostale zdravstvene težave se pojavijo in prav iz tega razloga je tisto, da se naj cepijo. Seveda pa nažalost v Sloveniji še vedno zelo nizka precepljenost, torej trenutno ti rezultati kažejo na 12% precepljenosti. V sklopu akcije Zdravo v naravo je cepljenje ugodnejše kot sicer in je bolj dostopno širši populaciji. Da je zanimanje, priča tudi to, da je zdravstveni dom Adolfa Drolca razpisal še dodatne termine ta in prihodnji petek. A pozor, na cepljenje se je obvezno treba naročiti na njihovi telefonski številki. Letos se je prvič doslej zaradi epidemije novega koronavirusa konferenca Podium odvila v digitalni obliki. Konferenca sicer velja za eno najvplivnejših start-up in tehnoloških konferenc v Evropi. Ker je bil dogodek, ki ga tradicionalno sicer gosti Maribor, na daljavo, so lahko gostili še bolj izjemne predavatelje. Letošnja konferenca je imela najboljši program doslej. V 3 dneh so gostili več kot 100 govorcev, ki so pokrivali teme zanimive tako za zagonska podjetja, kot tudi za večja podjetja, ki si želijo hitreje inovirati. Danes večer pa bo podeljen tudi prestižni naziv Slovenski startup leta 2020. Z včerajšnjim večernim nastopom Tadeja Toša Narodni dom Maribor začenja niz prireditev na prostem in v dvoranah z omejenim številom obiskovalcev. V kratkem pa se obeta še več prireditev tudi v mestnem parku. V Narodnem domu Maribor so pripravili niz prireditev, s katerimi bodo zagotovo razveselili ljudi, ki že komaj čakajo na koncerte, stand-up točke in druge prireditve, ki se jih lahko dejansko tudi udeležijo. Videlo se je, da so ljudje željni prireditev, mislim, da bo 6 ponovitev in mislim, da so skoraj vse razprodane. Nadaljevali bomo potem z konec meseca z Matjažem Javšnikom in tudi v Unionski dvorani bomo
imeli komorni koncert, Žiga Brant in Milič, predstavljen koncert iz 23. marca. Žal ga moramo narediti v 2 izvedbah, kajti v dvorano gre lahko samo 50 minus nastopajoči. Eksperiment bo tudi prvi zdaj v nedeljo v Mestnem parku, promenadni koncert, kjer bomo poskušali izvesti prvo prireditev tudi na prostem. V bistvu nam bo to navaja za ostale prireditve, če se seveda ukrepi ne bodo spremenili. S temi prireditvami pa bo Narodni dom nenazadnje opravil tudi vaje za festival Lent, ki letos ne bo ob tradicionalnem času, ampak pomaknjen kasneje. Še vedno pa so aktualni tudi koncerti na Turnu, ki jih v virtualni obliki ponujajo preko družbenega omrežja Facebook. Predsednika Slovenije in Hrvaške Borut Pahor in Zoran Milanović sta minuli petek na srečanju na Ptuju izpostavila uspešno sodelovanje obeh držav v soočenju z novim koronavirusom, kar je botrovalo tudi rahljanju ukrepov in odpiranju vrat drug drugemu. Po mnenju slovenskega predsednika sta obe državi zelo dobro upravljali s težavami, ki so nastale zaradi pandemije novega koronavirusa. Obe državi sta zelo dobro odlično upravljali z problemi, ki so se pojavili z širitvijo virusa COVID-19. To je na koncu lahko botrovalo odločitvama obeh vlad, da se odpre meja med državama in smo med prvimi državami, ki so to storile in to omogoča tako Slovencem kot Hrvatom, da se znova obiščejo. To je še en, se mi zdi, en signalen znak dobrega sodelovanja. Pahor je ob srečanju pohvalil tudi pristojne oblasti. Sicer pa je opozoril, da bo zdravstvena kriza pustila gospodarske in socialne posledice. Vse skupaj kaže na to, ne da smo samo sosedje, ampak da smo tudi prijatelji, ki razumemo eden drugega, si skušamo pomagati in najdemo rešitve tudi za probleme, s katerimi se doslej nismo srečevali. Hrvaški predsednik je povedal, da so Slovenci na Hrvaškem izjemno dobrodošli. Enako pa velja tudi za druge narode. Nama je u interesu da što veći broj ljudi dođe i da prodajemo usluge, ali to je više od prodavanja usluge, to je jedan način života. Tako da Slovenija i Hrvatska su krenuli među prvima. Ja sam siguran da će jako puno ljudi iz Slovenije ove godine doći. Čak bih rekao bez ikakvog hemunga, bez straha, bez ograničenja. Za druge ćemo vidjeti. Vrata su svima otvorena. Predsednika sicer pričakujeta, da se bodo s sproščanjem omejitev gibanja in odpiranjem mej po koncu epidemije krepili tudi migrantski tokovi. Ne Hrvaška, ne Slovenija pa ne želita postati žep. Val ilegalnih migracij vrnil. Za nas je zelo pomembno, da Evropska unija skupaj z državami na zunanjih mejah to z pristojnimi silami tudi regulira. To je zelo pomembno. Drugače se bo znova odprla zahodnoevropska pot, zahodno-balkanska pot in znova bosta Hrvaška in Slovenija deležni problemov in težav, ki jih je mogoče rešiti ta hip ob tej situaciji samo na zunanji meji. Na srečanju predsednika o arbitraži o meji med državama nista govorila, saj menita, da ni bilo potrebe za to, saj je na prvem mestu trenutna zdravstvena kriza. Toliko za danes, pred nami pa je vikend. V Pekrah letos zaradi razmer ne bodo obeležili 29. spominskega pohoda Pekre, bodo pa dan obeležili nekoliko drugače. Ta dan so vseeno namenili proslavi in sicer ob 11. uri bodo svečano posadili vrtnice ob spomeniku pri IC Pekre. Ta dan pa bo odprta tudi spominska soba in sicer od 10. do 15. ure, seveda ob upoštevanju vseh navodil in ukrepov. Želim vam lep konec tedna in nasvidenje.